Jože Kotar, mednarodno uveljavljeni novomeški slikar, po 22 letih znova razstavlja doma v svojem mestu, Novem mestu. V letu, v katerem obeležuje 50 letij umetniškega ustvarjanja in slikarskega raziskovanja, je v galeriji Dolenjskega muzeja na ogled postavljena pregledna razstava njegovih del s pomenljivim naslovom Colores me comporto, kar v prevodu pomeni barve nosim s seboj. Razstava je na ogled do 3. septembra letos. Jože Kotar, veliko razstav je bilo že v vašem umetniškem bogatem življenju, zdaj je ena taka posebna zanimiva v Novem mestu, verjetno malo tudi čustvena, ker je v vašem mestu. Kako vidite vso to zgodbo? Razstavljati v domačem kraju, to je verjetno nekaj najtežjega. Zaradi tega, ker v bistvu domačini te poznajo po eni liniji, sicer pa kot slikar pa vedno živiš v svojem svetu in razmišljaš o svojih stvareh, o svojih problemih, ali si družbeno angažiran ali nisi, se pravi. In to potem postavljaš na platna, ker pa ni nujno, da bo lokalni občudovalci to opazili, tvoje spremembe. Naprimer, meni se dogaja, da me bolj poznajo po samem Novem mestu, kot pa po tem, kar delam zdaj. Nekako po moje bojo celo malo presenečeni, da rečem, da je ta razstava skoraj da abstraktna. Vsi me pa poznajo po lepi dolini reke Krke, po vedutah Novega mesta, zdaj v zadnjem obdobju tudi po figurah, ženskih figurah iz serije Fashion Models, Grey. Od takrat naprej pa nisem bil več prisoten v Novem mestu. Zdaj se pojavljam mislim, da po 22 letih v Dolenjski galeriji, ker je tudi na nek način nova garnitura prišla z nekim posluhom do nove umetnosti in sem zelo vesel, da sem zdaj tukaj gost. Če se malce dotakneva zdaj te nove zgodbe, sami ste dejali, Jože Kotar, abstrakten pogled na življenje, na umetnost, na občutke. S čim boste nagovorili vse, ki bodo si prišli pogledati razstavo z vašimi slikami, ki so tukaj v galeriji Dolenjskega muzeja? Umetnost se v bistvu na nek način, to je le 50-letno delo. 50 let slikar potuje po določenih galerijah, raziskuje, podoživlja in tako naprej in se nehote ta njegova umetnost preoblikuje. Zdaj, abstrakcija je en pojem, ki ga zelo radi uporabljajo likovni kritiki in tako naprej. Je pa sicer to pojem, ki je zrastel na ameriškem trgu oziroma v ameriških galerijah po drugi svetovni vojni, ker se je ta svet nekoliko osvobodil, ampak slikar enostavno naj ne bi to posnemal, ampak to mora zrasti po domače rečeno na njegovem zelniku. In ko se enostavno ta miselni koncept preobrne na to področje, da nisi več obremenjen s tem, kaj boš naslikal, temveč kako, s kakšnimi načini boš dosegel v bistvu to preoblikovanje, kako boš nagovoril gledalca, da ga boš popeljal v drug svet. Kajti pri tej abstrakciji je zelo pomembno, da umetnik opravi samo polovico svojega dela. Polovico ga pa opravi gledalec. Zdaj, če je recimo sam umetnik zelo prepričljiv, malo prostora pusti v bistvu samemu gledalcu, to pa potem nima nobenega pomena, ker slika živi samo takrat, ko človek gleda. Kadar je na steni, ona nima prave funkcije. In se pravi, če je ta abstraktni svet, ki ga jaz recimo v Sloveniji bolj poimenujem kot abstraktni impresionizem, ker mi izhajamo le iz impresionistične sfere, ne pač toliko ekspresionizma. Mi skoraj da z Amerikanci nimamo veliko, razen tega, da je zdaj to neki globalen svet in se vsi med sabo malo mešamo, tudi kulturno. Se pravi, ta abstrakcija pušča to svobodo doživljanja. Človek, umetnik, ki slika abstraktno, ogromno prostora pusti človeku, ki to gleda.
In on nehote, se pravi skoraj podzavestno intervenira po platnu, ne razmišlja o tem, kaj bo končen produkt. Ker je že vmes ogromno let dela, kar se tiče kompozicije, barvne kompozicije in tako naprej, se pravi, to je že v njemu. On se mora načeloma samo prepustiti, da v bistvu njegov samo intervenira. Hkrati pa pušča to svobode, da jo gledalec lahko še podoživlja. Se mi zdi, da tle je bistveno. No? In ta premik je bil na tej razstavi po moje storjen. Kakšno je osnovno sporočilo skozi oči vas, avtorja, umetnika, slikarja? Ja, sporočilo je vedno v bistvu o tem, da pa živimo v nekem krutem svetu, v katerem v bistvu ni več kakšne posebne romantike, premalo se pogovarjamo, premalo se razumemo in nekako se vračamo v neko obdobje, predvsem izredno agresivnega doživljanja tega sveta, ker pa mislim, da ni prav. Mislim, da bi mogel biti človek eno duhovno bitje, ker bi se razumeli, ker bi se znali meniti in tako naprej. Danes pa ta, bi rekel, neoliberalen svet v bistvu postaja krut, ne? In enostavno slikar je kot neki pivnik, ki to samo prenaša na platno. Zdaj pa seveda prehajamo v novo obdobje, ki se pač imenuje subverzivna kultura, ker recimo posameznik lahko podoživlja stvari, lahko si reče, zakaj pa jaz določenih stvari sploh ne morem doživeti, zakaj meni ni sreča dana. In tle je zelo velik problem, kako recimo samo gotoviš, da živiš v svetu, v katerem ne moreš sam sebe izživeti. Enostavno poskušaš živeti v enem svetu, ki ni pravzaprav čisto tvoj in se trudiš, da bi se zgodilo tako, kot si želiš. Tle se mi zdi, da glavno sporočilo bi bilo v tem, da se prepustiš, bi rekel, te barvnih kompozicij in nekako poskušaš najti v teh kompozicijah nekako sebe in odnos do tega sveta. Različne kompozicije so na ogled, je morda kakšno delo pustilo kakšen poseben pečat v vas, ko je to nastajalo? V bistvu ja, ker neki del je vseeno zanimivih, ne, pravzaprav, če bi lahko rekel, en del rudarskega naselja v Pas-de-Calais v severni Franciji, se mi zdi, da se zgodba ponavlja. Če se spomniš če se spomnijo Zolaja, ki je pisal tisti Žerminal, v bistvu tista krute usode, rudarjev in tako naprej, in to prerivajo za nek boljši položaj, za dobro plačo, za preživetje in tako naprej, se mi zdi, da postopoma prihajamo v ta krut svet, ker se bomo v bistvu borili za lastni obstoj, ne mogoče toliko za lasten položaj v družbi. Ne. Se mi zdi, da to mi pa pušča, ne. Se mi zdi, da me je malo strah. Kaj se bo zdaj zgodilo v bodoče, ampak jaz upam, da bo prevladal razum. Ne. Mi smo pač slikarji, ki nastopamo kot v bistvu neki kronisti, neke zgodbe in opozarjamo na to, kaj se lahko zgodi, če pride do kakšne, bi rekel, nepredvidne situacije. Se mi zdi, da tle je slikar pač poklican za to, da to ustvari in ustvarja, pripoveduje. In če skleneva ta pogovor, morda neka sklepna misel gledalkam in gledalcem vašega kanala, ki bodo pogledali to pogovor v oddaji Kulturni mozaik, kako vidi svet v tem trenutku umetnik Jože? Ja, svet pravzaprav, ko ugotavljaš, da si, ne, da obstajaš, da lahko v bistvu letiš v svoje življenje, ne, da razpreš krila in ujameš termiko. Se mi zdi, da to je nekaj najlepšega. Ne. In nekako svet ponuja te možnosti. In svet je v bistvu lep, romantičen, liričen. In tega enostavno nam hoče da pove, da to ne obstaja. Ne. Enostavno se vsak dan borimo na nekih momentih, kjer v bistvu ne moremo izživeti svoje življenje. Ne. Treba je ugotoviti, da pravzaprav naša velika sreča, da lahko delamo to, kar želimo in da smo del te kulture,
del tega kulturnega okolja, v katerem v bistvu lahko rečemo, to sem pa jaz naredil, tukaj je pa moj moment. Ne. Se mi zdi, da je sporočilo naj bilo v tem, da vsi imamo svoj prostor pod soncem, ne, in vsak naj ujame svoj ta vzgonski veter, kjer ga bo ponesel. Se mi zdi, da slikarstvo je ravno to ponuja, ne. Hvala lepa in še veliko vzgonskega vetra želim. Hvala. Hvala lepa. Hvala.
Spoštovani, lep dober večer in dobrodošli na odprtju razstave s pomenljivim naslovom Colores mecum porto, kar v prevodu pomeni barve nosim s seboj, slikarja in umetnika Jožeta Kotarja. Spoštovani, lepo dobrodošli. V uvodu so nas tako in medias res brez napovedi, kot pritiče umetniški intervenciji, pozdravile plesalke iz Akademije za ples Alma Mater Europa, EA, to pa so bile Maša Kunovac, Jana Bungurova, Nena Klinkon, Zarja Ferlinc in Daša Resnik, ter tokalista Leticija Slapnik-Jebua in Vid Drašler. Spoštovani gostje, spoštovani zbrani, v imenu gostitelja razstave vas bo sedaj nagovorila direktorica Dolenjskega muzeja, Jasna Dokl-Osolnik. Lepo prosim. Spoštovani župan Mestne občine Novo mesto, gospod Gregor Macedoni, osrednja osebnost današnje razstave, gospod Jože Kotar, avtorska in tehnična ekipa za pripravo razstave, pokrovitelji, gospe in gospodje, vse skupaj lepo pozdravljam v galeriji Dolenjskega muzeja. Nazorno izhodišče, ko nam ga je avtor dal v premislek, je barva. Živimo v nenavadno barvitem času, takšne barvne pestrosti ne pozna noben čas pred nami. Seveda govorim v prispodobi, kajti svetovi, kulture in stili se mešajo, nastaja nova realnost, včasih všečna, zanimiva, drugič groteskna in zastrašujoča. Tudi novomeška ustvarjalnost je na področju kulture in umetnosti nadvse barvita in pestno raznolika, kar se kaže tudi v številu likovnih razstav. V Dolenjskem muzeju smo jih v galeriji in Jakčevem domu samo v preteklem letu pripravili kar 6. Ena od odgovornosti muzeja je namreč tudi ta, da prepoznamo kakovostno umetniško ustvarjalnost, jo vrednotimo in predstavljamo. Od teh kriterijev ne odstopamo, še več, jemljemo jih kot osnovno in nujno zavezo. Jože Kotar je v novomeškem prostoru vidneje prisoten že od 70. let prejšnjega stoletja. Pred pripravo tokratne razstave se osebno nisva poznala. Se pa že več kot pred 30 leti, po zaključku študija, razmišljala o ustvarjalni domišljiji umetnika, katerega dela s podobami žensk v atraktivnih barvitih oblekah so takrat krasile stene nekdaj kultne restauracije Breg in sem jih lahko od blizu opazovala. V kasnejših letih se fokus radovednega človeka, kot sem sama, ponavadi sicer preusmeri v spoznavanje sveta in svetovno uveljavljenih osebnosti ter človeških dosežkov, v zrelejšem obdobju pa se krog nekako sklene in vrednost ter lepoto spet iščemo v domačem okolju. Primer tega so tudi razstave v galeriji, v kateri so se samo v zadnjih 2 letih zvrstili Lamut, Fujs, Peterlin in tokrat Kotar. Skozi pripravo današnje razstave, številnimi pogovori, izmenjavo mnenj in konstruktivnimi usklajevanji na vprašanje, ki se mi je umetniku porajalo tedaj, morda lahko odgovorim danes. Jože Kotar je človek močne in hkrati sproščene osebnosti. Človek, ki ga združuje dolenjski temperament in uglajena drža svetovljana. Torej, malo v šali, mešanica med boemom in bonvivonom. Z leti je bila njegova ustvarjalnost prepoznana tudi v mednarodnem umetniškem prostoru, zato ni bil samo njegov življenjski jubilej in 50 let njegovega ustvarjanja razlog, da smo ga povabili k sodelovanju. Zadnjič je v Dolenjskem muzeju namreč razstavljal leta 2000. Dovolite mi, da v imenu muzeja čestitam avtorju in pripravljalcem razstave ter vsem današnjim nastopajočim. Še posebej se za sodelovanje zahvaljujem Klavdiji Kotar. Monografija o avtorju, ki smo jo z Društvom za medkulturni dialog Novo mesto in s pomočjo Mestne občine Novo mesto izdali ob tej priložnosti, bo avtorja približala tudi vsem tistim, ki si tokratne razstave ne bodo mogli ogledati.
Pred kratkim sem prebrala en zanimiv citat in ga bom zdaj probala nekako ponoviti. Sicer pa pravi tako: ni važno, če vas niso opazili. Važno je, da so si vas zapomnili. Prepričana sem, da si boste današnje odprtje in tudi današnjo otvoritev vsi zapomnili. Lep večer. Kustosinja razstave in tudi avtorica osrednjega besedila v monografiji je Jasna Kocovan-Štukelj. Vabljena k besedi. Spoštovane gospe in gospodje, lep dober večer. Jože Kotar se vse od zgodnjih začetkov, zdaj že več kot 50 let, z neverjetno vztrajnostjo in zanosom posveča neizčrpnim, ustvarjalno izraznim možnostim likovnega jezika. Kljub spreminjanju vseh umetnostnih tokov, ki so se dogajali v času njegovega študijskega obdobja, se ni uklonil in podlegel različnim vplivom, temveč je premočrtno sledil notranji viziji svojega svojevrstnega likovnega jezika. Zgradil je za videnja velik opus, ki se je v letih nastajanja izoblikoval skozi različne likovne motive. Sprva predvsem krajine, vedute in tihožitja, kasneje dopolnjene s figuro in figuralnimi kompozicijami. Zadnja leta pa je Kotarjeva glavna miselna preokupacija likovni izraz v abstraktnem jeziku, ki izčiščen vseh vidno razpoznavnih potop nagovori gledalca svojo globljo pomensko močjo. Opazimo lahko vrsto najrazličnejših vzorcev, med katerimi nekateri zanesljivo izvirajo iz naravnega okolja oziroma konkretnih krajinskih predelov ali njihovih izrazov, drugi pa so plod slikarjevega notranjega sveta občutkov in doživetij. V teh delih, ki tvorijo tudi glavnino tokratne razstave, pride do izraza avtorjevo nenehno raziskovanje likovnega jezika in njegove sporočilnosti. Najbolj jasno izražen likovni element so nedvomno barve, njihova fluidnost in tonska vrednost, velik poudarek je namenjen njihovi soodvisnosti, pri čemer se lahko dopolnjujejo ali si nasprotujejo. Svet barv in svetlobe ga je posrkal vase že zelo zgodaj, ko je kot otrok na izraznost in moč barv gledal z drugačnimi očmi, kot jo vidi večina. Barvna čistost in jasnost, ki jo dopolnjuje svetlobna prežarjenost, sta tako stalnici v slikarjevih delih in to ne glede na izbran motiv. Z barvami namreč v polni meri izraža svoje notranje dražljaje in občutja, ki jih ob izbranem motivu začuti in nato prelije v slikarski jezik. Nemalokrat se tako barva z nezadržano silovitostjo razlije po platnih in povzroči pravi barvni kaos, ki vendarle ostaja nadzorovan. Zdi se, da slikar svoje eruptivne barve nanose postavlja v dialog z najrazličnejšimi ritmi, ki so posledica njegovih trenutnih razpoloženj in navdiha, in videti je, kot da bi se pri tem vibracije in zvoki, ki jih oddaja umetnikovo okolje, pretapljali v spontane harmonične barvne nanose. Podobe lahko razumem tudi kot psihološki izraz umetnika, ki se globoko v sebi sprašuje o bistvu bivanja, o časovno neomejenem ali simbolnem obstoju le-tega, o nikoli rešljivem labirintu preizpraševanj, o smislu človekove biti. Kotar se nam skozi svoja ustvarjena dela nedvomno kaže kot predan raziskovalec fluidnosti barvnega sveta, ki vznemirja njegovo dušo na intuitivni ravni. Kot ustvarjalec, ki se je likovnemu svetu v popolnosti predal, in kot umetnik, ki z jasno vizijo uresničuje svoje poslanstvo. Vsekakor se njegova slikarska pot lahko poistoveti z izjavo Jacksona Pollocka, ki pravi: slikanje je odkritje samega sebe. Vsak dober umetnik slika to, kar je. Hvala lepa in lep večer vam želim. Z nami je tudi cenjeni gost, likovni kritik, pesnik iz Trsta, iz Italije,
Tudi eden od avtorjev v monografiji Colores me comporto, gospod Enzo Santese, ki ga vljudno naprošam, da bi z nami podelil nekaj razmišljanj o likovni umetnosti Jožeta Kotarja. Svoj mikrofon pa predajam tolmački Matejki Grgič. Buonasera. Beh, prima di tutto io desidero fare un apprezzamento a questo luogo che ha una sua magia. Najprej iskrena zahvala za tole povabilo v Novo mesto. Zahvaljujem se organizatorjem te razstave in vsem, ki ste danes tu prisotni, gospodu županu, predvsem pa plesalkam, ki so nas takole popeljale v ta svet lepote. Lepota ni samo to, kar je predstavljeno od znotraj, ampak tudi prostor, ki to lepoto sprejema. In v primeru te razstave prav gotovo rečemo, da se je tole zgodilo. Zanimivo se mi zdi, da tale prostor odzvanja nekatere značilnosti dela Jožeta Kotarja, različne dimenzije, različne barve, različna občutja, ki se tu prelivajo in ki iz pogleda umetnika izhajajo in prelivajo širši prostor, ki se prikazuje v teh njegovih delih. Ti motivi so v bistvu motivi, kot smo slišali prej, ki izhajajo iz njegovih emocij. Zato se mi zdi izjemno pomemben tudi naslov, ki ste ga dali tej razstavi, Colores me comporto. Takole v latinščini barve nosim s sabo, ampak barve nosim v tem primeru lahko rečemo tudi v sebi. Gre za kompleksno, hkrati pa tudi preprosto izražanje. Gre za akril, ki poje, kot bi pelo olje. Gre za preskoke luči in preskoke barv. Gre za talent in gre za genialnost. To je podpis teh del, podpis, ki ga pravzaprav lahko tudi ne bi bilo, kajti oddaleč prepoznamo umetnika, oddaleč prepoznamo njegov izraz. V italijanščini, prej smo slišali, direktorica je rekla barva in luč. V italijanščini bi bila tu vmes lahko neka besedna igra. Lahko pomeni barva in luč, če pa dodamo še naglasno znamenje, pa pomeni barva je luč, kar zelo lepo označuje filozofijo tega dela. Večkrat vidimo v teh delih temne, celo črne barve. A ta črna barva ni izraz nekega pesimizma, čeprav bi v današnjih časih lahko to tudi bila, ampak je izraz neke prenatalitete, iz katere se rojeva in preraja novo življenje. Gre za sanje, a ne samo to, gre tudi za direkten pogled na neko realnost, na neko intimnost, na neko stvarnost, ki se ustvarja od slike do slike. Veliko je, to bi rad povedal, dobrih umetnikov, ki znajo ustvariti lepa dela. Lepa med narekovaji. Tu pa imamo še korak dlje. Ta dela niso samo lepa, ta dela izražajo in kažejo tudi na neko začudenje avtorja, kar se mi zdi pri teh delih ključno in zaradi česar se mi zdi, da lahko tu občudujemo pravo veličino umetnika. Grazie. Spoštovani, v imenu avtorja se zahvaljujemo vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k nastanku te razstave in pa seveda k nastanku monografije. Kot veste, se z avtorjem, očetom, zelo dobro poznava. Zato nama ni tuje, da kdaj dolgo o noč razpravljava o kakšni likovni umetnini. Se kdaj tudi malček sporečava. Vedno pa z navdušenjem poslušam njegovo razmišljanje o neki umetnini. Zato bomo tukaj na tem mestu naredili eno majčkeno izjemo, ki ni običajna za odprtje likovnih razstav, da bom izvala avtorja, da se mi pridruži pri temle mikrofonu. Lepo prosim. Morda tukaj.
Ena slika je nekako še posebej ljudem padla v oko. Ne vem zakaj, tudi meni. Ima nekako malček hudomušen naslov te slike, kar nama je s kuratorko, kustosinjo razstave, Jasno Kocovan Štukelj, delalo tudi malček preglavic, morda tudi prevajalcu. Residence. Ja, tale slika, se bom jaz takole umaknila, oziroma bom pri tebi, da ti bom mikrofon. Tale slika je nekaj posebnega, ki ima zelo močno zgodbo, tam, kjer se nekako začne tvoja življenjska pot, na neki zelo prelomni točki. Lahko nekaj misli morda? Ja, bom se potrudil, da nisem bil še nikoli tako seciran, ampak tokrat, ker si pač moja hči, se bom potrudil, da bom malo nagovoril moje danes goste. V bistvu nekaj bom povedal o tej sliki, če sem bil pač izzvan. Skratka, če se lahko malo približava. Greva tako? Ja, tako? Ok. Skratka, tako da bomo videli pač. Slika, naslov slike je Residence. To se pravi, da na koncev smo vsi neki rezidentje, ki plačujemo državi neke davke. Ampak sama zgodba se začne v rudniškem naselju v Kaleju, v Padkaleju, kjer je delal tudi moj stric in je v Šoht 23, to se pravi v jami 23, ki je bil zelo razvpit, zelo hmalo umrl, pri 54 letih je dal življenje v tem rudniku. Ampak ta zgodba je naslikana v tehniki sfumato. Sfumato pomeni, da izhaja iz italijanske besede, gospod zelo ve, iz besede dim, to se pravi meglice. S to meglico lahko umetnik nekako bolj prefinjeno prikazuje dramatičnost tega trenutka. Jaz sem si vzel, torej sem si sposodil gospodiča Etiena iz Zolajevega Žerminala, ki je dela v rudniku in dela leta in leta v tistih nemogočih razmerah in še na koncu ugotovi v tistih podobah, da z njim dela pravzaprav ena ženska. In ni v tej temnini, v tej čudni svetlobi je ni mogel prepoznati, da v teh težkih razmerah dela tudi ženska, sorodna dela njemu. In v bistvu tukaj gre za same rudarje, rudari in ta Etienne v bistvu nekako daje kruh tej svoji dragi rudniški prijateljici, neka minimalna simbolika v bistvu tukaj nakazuje kot neko toploto, ker se peče kruh. Moram povedati, vmes so ti rudari jeli zelo skromno in so imeli zelo skromna domovanja. In skratka, sabo so vzeli v jašek, v bistvu, kjer so delali, so vzeli običajno 2 kosa kruha in nekaj vode. In tukaj spodaj pravzaprav ta rahla modrina nakazuje to vodo in to težko zgodbo, kjer se v bistvu kaže ta dramatičnost tega trenutka. Seveda na eni strani je bila ta buržoazija, ker se je kopala v velikem bogastvu, na drugi strani se pa kaže ta revščina, ki se v bistvu hoče tej meščanski buržoaziji upreti. Zdaj, če to prenesemo v današnji čas, lahko rečemo, da smo v bistvu vsi neki rezidentje, ki imajo svojo etiketo in vedno še te dramatičnosti se dogaja še vedno po svetu. Mi zdaj sicer živimo v lepem svetu, kjer nam hrane ne manjka, ampak na svetu so še vedno težki. V Afriki otroci kopljejo, v Aziji otroci šivajo in tako naprej. Živimo v nekem krutem svetu in tega se po svoje moramo tudi zavedati.
Moje poslanstvo v tem primeru je, da se to naj ne bi nikoli več zgodilo. No. In v bistvu spodaj se kaže ta dramaturgija, kjer se vse to podseja v neko minljivost. In skratka, meni je ta slika zelo pripovedna, z ozirom na to, ker sem svoj čas živel med rudarji v Kaleju in me je to ostalo zelo blizu. Torej, moj stric je pustil življenje po 54 letih, medtem ko so vse ostali lastniki tega rudnika živeli v bogatstvu. Mislim, to bi bilo recimo samo ilustrativno okrog te slike, je pa veste kaj, v bistvu je težko govoriti o svojih slikah, ne, če me razumete, ker mislim, to so neke osebne frustracije, ki se te na nek način dotaknejo, tako ali drugače. Pač slikar je samo del tega sveta, ki poskuša opozarjati oziroma na neke nepravilnosti, ki se v tem trenutku dogajajo v tem svetu. In to bi imel, če bi bilo pa še, se opravičujem, ker sem tako v letu, nisem bil na to sploh pripravljen, ampak okej, hvala lepa, hvala. Bi morda dodala, to niso frustracije, to je resnica, ki jo izpričuje lahko samo umetnik. Zaključno besedo
pa predajam županu mestne občine Novo mesto, Gregorju Macedoniju, ki bo razstavo tudi uradno odprl. Lepo prosim. Spoštovani avtor Jože Kotar, spoštovani direktorica Dolenjskega muzeja in kustosinja, cenjeni gostje, dragi ljubitelji likovne umetnosti. Vesel sem, da smo danes tukaj z avtorjem, ki ga nekaj časa že poznam, ga osebno cenim kot ustvarjalca, kot osebo. Cenim to, kar je v neki celovitosti. Moram reči, da ko sem pred nekaj leti spoznal to njegovo ustvarjalno gnezdo na Novomeškem bregu, da je to seveda pustilo nek poseben vtis, ki se lahko primerja tudi z vtisom, ki jih puščajo slike na nas, ko jih seveda občudujemo, gledamo. In seveda ta Novomeški breg, ta Novo mesto je na nek način sidro, prej smo slišali rezidenca, trenutna, življenjska, prav gotovo pa je Jože povezan z svetom, ne samo kot kritičen opazovalec sveta okoli nas, družbeno kritičen opazovalec, tudi marsikdaj se odzove na to, kakšen pomen ima umetnost, kultura v družbi, opozori na položaj ustvarjalcev, umetnikov, pa vendar je nekdo, ki je študiral v Parizu, ki je živel v severni Franciji, ki se še vedno pogosto vrača v južno Francijo, v Provanso, ob Azurno obalo, na nek način v druge barvitosti, kot je ta naša Dolenjska, pa vendar verjetno vsako zase nekaj izjemnega, kar lahko seveda v tem izjemnem barvnem spektru, ki ga občudujemo na slikah okoli nas, tudi vidimo. Jože ne pušča pečata samo kot ustvarjalec v svojih delih, prav gotovo je zelo pomemben v svojem pedagoškem delu. Ni mentor samo mladim, ki se učijo, ki vstopajo v likovni svet, tudi številnim starejšim. In seveda s tem pušča dodaten pečat preko vseh, ki bojo ta svet bolj spoznali ali pa tudi zrastali na neko svojo samostojno pot. Pred leti je bil pobudnik in udeleženec, ustvarjalec v likovnih ekstemporih tovarne zdravil Krka, kjer je seveda pustil močen pečat ravno s tem povezovanjem likovnih ustvarjalcev, pomembnih gospodarstvenikov, športnikov in še drugih, ki so seveda na nek način družbeno izpostavljeni. In na ta način je seveda pot likovnim delom omogočil, da so likovna dela prišla morda tudi marsikje, kjer sicer ne bi, in seveda s tem je pokazal, da to, kar je tudi nekje bilo zapisano v zadnjih dneh, da slika seveda na nek način se uresniči šele takrat, ko je v nekem stiku, v nekem sobivanju z gledalcem, z opazovalcem. Torej, slike morajo najti pot do ljudi. In tukaj prav gotovo tudi velika zahvala Dolenjskemu muzeju, ki je v zadnjem času res nam pokazal te naše pomembne avtorje, tiste, ki so že del morda pomembne slovenske likovne zgodovine, pa tudi tiste ustvarjalci, ki še danes ustvarjajo med nami. In je seveda prav, da se jih izpostavi, da se pokaže ta inventura tudi širši javnosti, ker prav gotovo smo lahko na te posameznike ponosni. Še eno paralelo mava z Jožetom. V letu, ko sem se jaz rodil, je on imel prvo razstavo pred 50 leti. Letos bo imel pomemben življenjski jubilej, svojo 70-letnico,
In seveda mislim, da je takale razstava nekaj najlepšega, kar se lahko ob takih dveh jubilejih zgodi. In seveda, kaj lepšega kot to, da je bila gonilna sila hčerka Klavdija, ki gre velika zahvala za to, da je vse tako res eminentno urejeno, predstavljeno in seveda verjamem, da bo na ta način tudi ostalo del nas, ki smo danes tukaj. In seveda hvala za vse, kar nam tudi ti daješ kot mestu in kot družbi. Hvala. Preden grem iz odra, moram seveda povedati, da z veseljem s tem ugotavljam, da je današnja razstava odprta in vsem želim veliko užitkov in lepih trenutkov pred temi slikami. Hvala lepa županu za te besede. Spoštovani gostje, kot rečeno, razstava je odprta in na ogled. V predverju je seveda moč vzeti delček teh monografij Colores mecum porto. Lepo prosim, ostanite z nami. Ko zapustite galerijo Dolenjskega muzeja in greste samo malček po stopničkah, v prostorih 1B je pripravljena zelo lepa zakuska, kjer lahko nekako potujemo z odlično peninco ali kakšnim dobrim vinčkom med točko A in točko B. Od Novega mesta k srcu in nazaj. Hvala lepa in srečno.